Zdravo. Ali je bolje takoj oddati nepremičnino za malenkost nižjo najemnino ali čakati na višjo najemnino? Če nisi naročnik mojega kanala, bom vesel, če se naročiš, všečkaš tale video in ga deliš prijateljem. Dostikrat se srečujem, ko lastniki nepremičnin želijo oddati svojo nepremičnino in vztrajajo pri neki željeni najemnini dalj časa. Zdaj, moje mišljenje je, da se splača popustiti pri najemnini in takoj oddati nepremičnino. Zakaj? Če je nepremičnina prazna, plačuješ stroške, mesečne, ogrevanje, elektriko, vodo, karkoli pač je. Če jo daš v najem, najemnik plačuje te stroške. Če želiš najemnino recimo 500 evrov na mesec in čakaš, da boš to najemnino dobil eno leto, si v enem letu v tem primeru izgubil 6000 evrov, če ne štejemo, koliko je treba plačati davko, recimo bruto 6000 evrov. Če bi jo po 2 mesecih ali pa takoj oddal recimo za 400 evrov, bi izgubil napram prejšnji varianti 1200 evrov, 4800 bi jih imel v žepu, torej v tistem letu. Torej si samo 1200 evrov izgubil v primerjavi z prejšnjo varianto. Torej po moji skromni matematiki se sigurno izplača znižati najemnino in takoj dati najemnika v stanovanje, ker takoj začenjaš dobivati dohodek in takoj ti začne plačevati mesečne stroške. Ker če preštejemo prvo varianto, torej 500 evrov vztrajam, eno leto izgubim 6000 evrov plus stroške, ki jih plačujem, torej sem izgubil vsaj 7000 evrov iz tega vidika. Če pa takoj oddam recimo za 400 evrov, bom pa dobil 4800 evrov bruto, stroške mi bo plačal najemnik, hkrati sem pa z prejšnjo varianto, ko sem čakal, dobil samo 1200 evrov manj, ampak tu sem pa dobil 4800 evrov, ki v tistem primeru nisem dobil in sem jih izgubil. Tako da moje mišljenje je, da je boljše prilagoditi najemnino, takoj oddati nepremičnino, kot pa čakati v nedogled in potem mogoče dobiti čez eno leto 50-100 evrov več najemnine. Kaj praviš ti, kaj misliš, me zanima, to je moje mišljenje, vsak pa seveda ima svojo matematiko.